Віруjem в енега Бога, Отчета Всемогучнega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. Se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zbrani ob kapeli mučencev, v letu srebrnega jubileja naše domovine, prosimo v dano vsemogočnega Očeta v nebesi. Za našega svetega očeta Frančiška, našega škofa Stanislava, našega župnika Andreja, za vse, ki skrbijo za našo duhovno rast, prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Za naše državne voditelje, ki so poklicani skrbeti za našo zemeljsko blaginjo, da ne bi skrbeli samo za svoje ugodje, pozabljali pa na vse, ki so v stiski. Prosimo te, usliši nas. Za naše rojake po svetu, v Argentini, Združenih državah Amerike, Kanadi, pa tudi vse, ki so se po vojni morali izseliti po evropskih državah. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Za vse duhovnike iz naše župnije, ki so skrbeli za begunce, izseljence in zdomce po svetu in Evropi. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki smo se danes verno in pobožno tukaj zbrali, da bi se v vsakdanjem življenju trudili pomagati vsem ljudem v stiski po zgledu usmiljenega Samarijana. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Za vse pokojne duhovnike, sorodnike, dobrotnike, ki so se že preselili v večnost z vero v večno življenje, prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Sveti Oče, vir vse svetosti in vse sreče, pritegni nas z milostjo k sebi, da te bomo vedno bolj poznali, ljubili in služili tvojim načrtom. Tako bomo nekoč vsi v družbi svetih pri Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.